Če ste kdaj razmišljali o tem, da bi pač vse pustili, šli živeti v kombi, malo raziskovali svet, živeli svobodno, no, ona dva sta to doživela in sicer čez zimo, kar 8 mesecev sta preživela v tujini, nista odšla sama, z njima je bila tudi psička oziroma psiček Piknik. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Koliko se fajn počutim, ko sta tukaj. Ja, jaz sem tudi vesela. Vaju spremljam na TikToku in stale vajna pot z kombijem Piči Miško. Mi je bila tukaj ljuba, ker ponavadi vidimo tujce, kako hodijo, se tudi v Sloveniji ostavijo. Vidva sta pa rekla, pa dej, pa gremo. Pa gremo. A je bila njena ideja? Ja, začetki so bili. Prek YouTuba me je speljala v te vode, da je pokazala, kako drugi živijo, pa sem se začel zanimati. Okay. Kombi je bila verjetno prva zadeva, ki ste jo mogla zrihtati, ne? Ja. Kako je še s tem? Zelo spontan nakup je bil, zelo tak na vrat na nos. Našla sva ta kombi na auto.net in ga po prvem ogledu že se odločila, da ga kupila. Aha. Je bila bolj tvoja naloga, da ste pripravila, sta noter kaj preuredila? Ta del je zanimiv. Odločili smo se, da bomo kar na poti vse to naredili. Se pravi, večina ljudi se pripravi najprej, pa gre na pot. Medva smo pa tako, medva želiva iti zdaj na pot, ne bova komplicirala. Smo mislili, da to ni kompliciranje. Dajmo vse orodje zadaj v kombi, pa gremo na pot. In smo sproti v bistvu rejali. Kar se je izkazalo, da je bolj komplicirano, kot na začetku. Se pravi, bolj se predpripraviti. Ampak imamo pa zgodbe, tako da... Je pa kombi bil že predelan, torej kombi je bil kupljen že predelan, ampak pol kasneje se je izkazalo, da smo mogli določene stvari kar konkretne popraviti. No. Pes, da gre pes zraven v kombiju, sta kaj kolebala s to odločitvijo? Ja, smo si pomagali spet s posnetki na YouTubu. Smo bila na začetku tako, kot smo hodili biti odgovorna starša na nek način, pa smo videli, da se da in smo šli v to in ni nobenega problema ni bilo s tem. Ja, tudi najmanj pes je zelo prilagodljiv in v bistvu je takoj razumel, da je kombi zdaj hiša, tako da tudi, ko smo medva kdaj noter samega pustila, to sploh ni bilo nobene panike. Aha. Ponavadi ljudje imajo nek občutek, zdaj pa rabim ful enega denarja, da grem nekam na pot in tako naprej. A sta se mogla fest finančno pripraviti na kaj takega? Ziher ni čist preprosto. Mislim, ful je odvisno, kakšne imajo zahteve. Ti lahko kombi kupiš za 3000 € in greš na pot in pač živiš od riža in fižola. Zdaj je odvisno, koliko si želiš videti, koliko želiš hitro se premikati, ker pa boš dajal več za bencin, pa za cestnine, kakšen kombi si želiš tako. Meni se mi zdi, da smo neko vmesno mejo poiskala. Služila sva tudi na poti, sva na poti delala, nekaj je bilo prihrankov, tako da ni bilo problema. Je pa ziher fajn imeti zalogo, ker če se ti kaj zgodi, pa si v tujini, moraš imeti neko zlato rezervo, iz katere lahko črpaš. A sta kaj preračunala, koliko sta kaj trošila, sta imela ta strateški vidik, lahko kaj zaupaš? Ja, številk se jaz žal ne spomnim, smo pa bolj bi to morda delil, da smo se strateško lotili, smo si zapisovali stroške. Vnaprej ne, ker ne moreš toliko vedeti, smo zelo na grobo. V bistvu jaz sem številke. V bistvu in zdaj vidva, da je bilo Jurija 600 nekje na mesec, vključno z mojim SP-jem, to pomeni Jurija 200. Za oba, za vse tri življenje. Vse. Od zavarovanj do vsega. Dobro imata to zmenjen, veš, da ima ona tele cifre česa? Jaz sem videl, da je takoj prevzela. Mama cifre. Kje si pa ti bil potem, varnost? Ko je treba prijeti orodje v roko, pa nekaj pošraufati, pa tako. Pač popravila, vzdrževanje ali pa kakšne nadgradnje, to smo tudi Klemen je na poti za meno čist cel električni sistem, kar se mogoče sliši tako preprosto, ampak je bilo res, to je taka kompleksna stvar in je v bistvu na poti zrihtal torej cel plan, naročil vse dele prek Amazona, da sva jih poberala po celi Španiji na različnih pick-up točkah, to so bile cele kolobocije in potem v bistvu v enem tednu vse star sistem dal ven in celega na novo inštaliral in ta sistem dela še zdaj. You go boy! Kje sta šla zdaj? Kako je izgledala ta pot? Začela so v Italiji, so bila kakšne 3 tedne. So ugotovila, da je decembra v Italiji kar hladno, da je v bistvu podobno kot v Sloveniji, je bil že minus. Pa so pa v eni noči prevozila Francijo, potem pa Španija 3 mesece pa pol, pa potem še Portugalska 3 mesece pa pol. Kaj vam je bilo najbolj všeč, kje ste se najbolj počutila, kakor tle bi pa bila? Portugalska meni. On je hotel tam ostati.
On sploh ni hotel v Sloveniji, on je že parcele gledal pač po internetu, da bi kombi nekje res? parkiral. Kaj te je pa tukaj pritegnilo? Način življenja, ti ko bo obali ob oceanu se ful spremeni, tudi način življenja, tam vzdušje, vreme, ful prilagojeno takemu načinu življenja, ko smo ga imeli, takrat imela. Ja, ker ob obali ni bilo vročinskega vala, tako da si tudi poletje ful vzdržno lahko preživel, ful prijetno. Čim si šel na celino, si že trpel, tako da ja, sem Je smol. ful prijetna država. No. Kaj pa glede recimo življenja v skupnosti, pa to, kar sem gledala po svetu, mislim, Portugalska ima kar nekaj. Ja, Portugalska, sploh jug, je znan po tem, da tujci kupujejo zemljišča, predvsem v notranjosti, pa tudi na obalnem delu. In tu so velikrat alternativci, tako da tam imaš ogromno izbire, tudi če imaš otroke, jih lahko daš v alternativne šole. Imajo razne skupnosti tudi za hrano, da si lahko pač pomagaš s tem, da lahko kupuješ organsko hrano, pač, ki jo sami predelujejo. In spoznavaš v bistvu ljudi iz celega sveta, ki so ful zanimivi, pa imajo ponavadi podobno neko miselnost, kot ti sam. A sta tudi kaj delala na Portugalskem, sta tudi kaj služila, kje sta bila? Jaz sem začel z ustanovitvijo mojega biznisa, se pravi, kot učitelj se uveljavljam, pa izobražujem. Klara je pa Jaz sem pa vsebine delam za podjetje, tako da sva v bistvu cel čas delala na poti. Edino, kar sva na Portugalskem izkusila, je bil ta workaway izkušnja, ki je bil volonterska izkušnja, ker sva želela za 1-3 tedne parkirati nekje kombi, pa da sva bolj v miru, ker sva pa čakala papirje od tehničnega pregleda iz Slovenije, pa itak nisva smela kombi voziti in so bila pri eni izraelski družini, tako da je bilo ful. Kako pa je to izgleda? Voklen povedal, ker se jaz tam malim, sta ratala najboljša prijatelja. Ja. Najkrajši odgovor bi bil, jaz sem postal šofer, ona kuharica. Jaz sem vozil oba otroka v šolo, pa nazaj. Klara je skuhala kosilo, da smo tako zdravo hrano jedli, tu si je tudi mama želela. Pa smo se še povezali tako, da smo po šoli šli skupaj kam na izlet, tako da smo šli na sprehod ali na izlet. Po bazen. Tako da ful je bilo prijetno. No, tudi jaz bi vaju povabila, le. Lahko tudi parkirata kombi. Kaj so naslednje destinacije, v kateri točki sta dejansko zdaj? Zdaj smo v točki bolj družina, da razmišljamo o družini. Tako da mogoče malo več stabilnosti zdaj iščeva, razmišljava pa tudi, da bi to zimo še izkoristila, ker kombi še vedno mava, da bi šla za kakšen mesec na Balkan. En road trip narediti, tak krajši. Tu daleč grejo na eni cilji. Imaš ti še kaj za dodati? To. Balkan je za raziskati, tako da... Ja. A pa vidite potem tudi, glede na to, da ste spoznala res cel ta community, kombi življenja, verjetno tudi druge, a grejo tudi z otroci, grejo tudi družine? Ja. Sploh ti severa, pač ljudje, se mi zdi, tako čisto brez problema potujejo v tistih avtobusih, ful ljudi ima kar avtobus predelan, noter 3 otroke, 2 psa, pa sem grejo. Tako da sva spoznala veliko ljudi tudi. Sta videla kakšne minus točke tudi v tem smislu, ko sta rekla, ok, to je ena taka izkušnja, greš za nekaj časa, ampak... Ja, je. Kaj bi izbral ta zgled? Mislim, plac pod tušem je fajn imeti, ne? Ja. Tuš je dejansko bil v kombiju? Ja, ampak je z meni omejujoč po prostornini. Se pravi, 2 poklica imeti v kombiju je kar težko zaradi videoklicev, pogovorov telefonskih. Ta del je bil težak, drugo pa ne, to je meni. Mogoče ponovadi si ti omenil nepredvidljivost, kar je tudi meni bilo. Pač ti v kombiju nikoli ne veš. Nekaj si splaniraš, pol ti pa nekaj crkne, ali pa nekaj pride vmes, ali pa tako te stvari. Tako da to je bila ena tak. Je tale destinacija recimo do Portugalske, je taka za začetnike tudi? Je? Ja, ker je tudi ful je dovoljeno brezplačno spati kjerkoli, v Španiji sploh, na Portugalskem tako, moraš malo raziskati, ampak se tudi da in je za začetnike definitivno. To se mi zdi, da se povsod da. Jaz sem tudi v Avstraliji tukrat v kombiju spala na teh prepovedanih delih. Mislim, se da, ali pa ti potrkajo, a ne? Ja. Samo nekje, naj sem potrkajo, pa ti še kazen, ker takoj napišejo, tako da tu nočeš. Hvala, da sta tole podelila. Spremljite še naprej njune dogodivščine na TikToku tudi, kjer res odlične objave. Če pa vas zanima še kaj več o
življenju izven sistema, off-grid življenju, skupnosti, na kakšen način torej živeti za polno odgovornostjo, potem definitivno ne zamudite tudi intervjuja z Antonom Laubheimerjem. Obeta se tudi mednarodni obisk v Sloveniji, kjer bo poučeval o vseh različnih načinah, kako sam tako živi že skoraj 20 leti, pa tudi ostale pogovore, ki smo jo naredili z Lučko, pa s Klemnom, pa z Andrejem, kjer smo tudi obiskali, skratka, kar nekaj je teh stvari, tako da spremljajte še naprej klepet ob kavi.si.